zakaj pa ne spet? S tresočim glasom je Matej Mohorič v sredo sporočil, da ne bo mogel nastopiti na svetovnem prvenstvu v Švici, ker je poškodba prehuda. Slovenija ima enotno reprezentanco, fantje dihajo eden za drugega, zato mu je žal, a bodo tudi brez njega v nedeljo na cestni dirki startali na zlato kolajno in mavričasto majico. Povsem legitimno, saj imajo v svojih vrstah prvega in petega kolesarja sveta, ki ima proga v Zürichu zelo ustreza, za njima pa je še vedno močna podporna ekipa. Tadej Pogačar in Primož Roglič že lep čas z zlatimi črkami pišeta zgodovino slovenskega kolesarstva, a letos sta z osvojitvijo vseh treh tritedenskih dirk dosegla nov nivo. Tako dominantne predstave še nismo spremljali, sploh od Pogačarja, pa naj gre za etapno ali enodnevno preizkušnjo, kar se ni zgodilo že kakšne pol stoletja, vse od časov legendarnega Edija Merckxa. Roglič se niti v novi ekipi ni mogel izogniti smoli, se je pa v svoji maniri spet ekspresno pobral in vrnil na vrh. Kako dolgo bo pravljica še trajala, ne vemo. Upamo, da čim dlje. Že zdaj je Slovenija deležna sreče, kot je kakšna druga država ne bo nikoli. Takšni šampioni se rodijo, ne moreš jih narediti. Lahko pa z njima na čelu ustvari šampionsko ekipo, ki jo Slovenija tokrat ima. Kolesarstvo je ekipni šport, v katerem le eden pobere vso smetano. Roglič in Pogačar sta nazadnje na svetovnem prvenstvu dirkala skupaj pred 3 leti, takrat podporo nesrečnemu Mohoriču. Predlani je Jan Tratnik le za las zgrešil kolajno, lani jo je v tesnem finišu osvojil Pogačar, ki pravi, zakaj ne spet, ko je proga še bolj po njegovem okusu. Po njegovih predstavah se zdi, da bomo priča novemu izjemnemu dosežku, čeprav ta še zdaleč ni samoumeven. Ampak res, zakaj pa ne?